dan, prisrčno dobrodošli v Mohorjevi knjigarni na današnjem pogovoru, predstavitvi nove knjige našega gosta, dr. Janeza Juhanta, ob knjigi Domačija pod svetim Antonom. Najprej ne morem mimo najbolj očitnega, med nami je letošnji Zlatomašnik. 7. julija 1974 ste, dr. Juhant, Novo Mašo peli v domači Štangi, letos na isti dan, 50 let kasneje, torej v Sori. Prejšnjo nedeljo še v Stranjah. Vse, kar je bilo vmes, boste še sami povedali, ampak seveda moram začeti s tem pomembnim podatkom. Sicer rojen v Ljubljani, doma iz naselja Štangarske Poljane. Ste že gotovili, je to prva ali zadnja hiša v Fari? Zadnja. Zadnja. Zato je k maši hodil tako v Štango kot v Šmartno pri Litiji. Osnovno šolo prav tako obiskoval v Štangi in Šmartnem in Litiji in šolanje nadaljeval na srednji verski šoli v Vipavi. Študiral teologijo in filozofijo v Innsbrucku, dosegel tam magisterij iz teologije, doktorat iz filozofije in nato kot kaplan služboval, kot smo že rekli, v Stranjah pri Kamniku, župnik pri Sveti Katarini, še danes pa živi v Sori pri Medvodah. Predavatelj na teoloških in drugih fakultetah, med leti 94 in 99 tudi dekan teološke fakultete, duhovnik ljubljanske nadškofije, torej tudi član Evropske akademije znanosti in umetnosti ter zaslužni profesor Univerze v Ljubljani. Avtor knjig, učbenikov, razprav o problemih človeka, etike, družbe, slovenske in evropske idejne, socialno-politične zgodovine in v svojih delih raziskuje pomen religije za človeka in družbo ter možnosti ponovnega utrjevanja krščanskih korenin v slovenskem in evropskem okolju za preživetje človeka in družbe v sodobnih globalnih izzivih. Med drugim tudi prejemnik nagrade Avstrijskega združenja za družbeno misel za etični prispevek demokratizaciji Srednje Evrope in pa Zoisovega priznanja Republike Slovenije za prispevek k antropologiji in etiki. Zaslužni profesor dr. Juhant pa je tudi predsednik društva Združeni ob lipi sprave, velik poznavalec katoliške družbene misli nasploh, tudi častni občan občine Šmartno pri Litiji in član številnih društev. Njegova osebna bibliografija obsega preko 900 enot, med drugim pa je tudi avtor razprodane monografije o mučencu, duhovniku, dr. Lambertu Erlichu, ki smo jo pred 2 letoma izdali 3 Mohorjeve v sozaložništvu. Dr. Juhant, da vam dam besedo na začetku. Leto vašega zlatega jubileja se je prevesilo v jesen. Kakšni so vaše občutki danes? Kakšno leto je za vami? Lepo pozdravljeni, hvala za obisk in tudi za spremljanje teh misli. Vesel sem, da je ta jubilej prišel, pravzaprav je ta jubilej predvsem Božja zasluga. Jaz sam, seveda po svojih močeh, sem se trudil, da bi zdravo živel, delal, kakor je pač potrebno, in vse to skupaj se je nekako sestavilo, da sem prišel do teh let in da je tudi prišlo do 50-letnice, in hvaležen sem Bogu in vsem, ki so mi to omogočili, tudi slovesno. Zadnja bo v Štangi na žegnanje Stodeja konec oktobra, tako da nekako tako se je to obrnilo. Ampak ob tej zlati maši ste za svoje povabljene pripravili prav posebno zlatomašno podobico na 208 straneh. Odkot ideja, da ob tej priložnosti svoje življenje, življenje svoje družine, prednikov zapišete v knjigo? Predniki so me zaznamovali, tudi verjamem, da moja duhovniško pot. In zdelo se mi je, to sem že dlje časa razmišljal in tudi marsikatere stvari že prej pripravil, da je prav, da to ob tej priliki tudi izdam s hvaležnostjo za svoje prednike, tudi s hvaležnostjo za vse njihovo trpljenje, ki je, verjamem, zaznamovalo bodisi moje življenje, pa življenje številnih drugih mojih sorodnikov, ostalih iz naše družine, pa tudi širših družin.
in vsi smo pravzaprav bili deležni tega, kar je pa seveda tudi širši del, kakor bo lahko še kaj rekla, slovenske družbe, kajti posebej, kar zadeva medvojni in povojni čas, je to zgodba številnih ljudi, vedno več, tudi ravno pred kratkim sem imel pogovor z eno gospo iz Anglije, ki je prav tako hotela o tem govoriti in vidim, kako se te stvari pravzaprav so se usedle v nas in potrebno jih je dati na dan in tudi to je bila moja želja. Knjiga je res en tak mozaik stoletnega življenja, vaše stare mame, starega očeta, njunih sinov in hčera, vaših staršev. Ob tem ne gre samo za njihove zgodbe, ampak tudi za željo, torej, kot ste rekli, prikazati razmere, vremena tudi drugih Slovencev in tega zahtevnega in nevarnega vojnega in revolucionarnega časa, v katerega je bil pravzaprav vsak posameznik prisiljen, vržen, prisiljen, da se za nekaj odloči in vse to je posledično s bremeni zaznamovalo tudi potomce. Tako v vaši družini, kot ste sami rekli, ugotavljamo povsod v slovenskem narodu. Ampak najprej se mi zdi, da je knjiga tudi velik poklon štangarskim poljanam, župniji Štanga, tem hribovskim krajem med Litijo in Ljubljano, tudi nenazadnje romarski cerkvi svetega Antona Padovanskega, ki je bila nekoč ena največjih na Slovenskem. In ob tem mogoče, da kar dodam, ob vaših zapisih spoznamo veliko takih domoznanskih drobcev vključenih v knjigo. Med drugim, ne vem, iz zapisov župnijskega upravitelja Ladislava Tomazina leta 1954 ali pa štangarskega župnika začetka 20. stoletja Mihaela Sajeta, pa poročilo Kreka, župnika Janeza Jesenca, zgodbo Franca Blažiča, župnika, prav tako spoznamo. Skratka, en kup takih drobcev, ki ste jih v knjigo vključili ob svoji zgodbi, da mogoče kar vprašanje postavim, kako ste vi v svoji mladosti, otroštvo doživljali Štangarske poljane, kakšni so danes? Ja, to se je zdaj zelo spremenilo. Prav ste rekli, da je to bistveno zaznamovalo moje življenje in tudi življenje v širšem področju Štanga kot romarska cerkev svetega Antona, pa potem vsi ti naši kraji se iz mladosti dobro spomnim, kako so pravzaprav celo iz daljne Dolenjske, z različnih krajev, pa tudi iz štajerske strani, recimo iz Moravča ali pa tudi od drugod, romali ljudje. Skratka, takrat, ko sem jaz rasel po vojni, v tistih zahtevnih časih, je bila to še versko vzdušje, živelo se je s cerkvijo, z vero in tudi mi smo živeli, tudi naša družina in verjamem, da je to vredno nekako tudi zapisati, ohranjati. Iz naše fare je bil tudi Josip Maren, znani slovenski literat in tudi vse te stvari, ki ste jih omenili, so nekako sestavni del življenja teh krajev in prav je, da se zapišejo. Na knjigo ste dobili zdaj že kar nekaj odmevov, veliko ljudi je knjigo že prebralo, je zdaj že čas, da poveste, kaj imate v rokah pred seboj? Ja, imam tudi odmev, v eni družbi sem srečal gospoda Aleša Bergerja in sem mu potem tudi dal knjigo, pa je zapisal takole. Spoštovani gospod Juhan, naj se vam še po tej poti zahvalim za knjigo, ki ste mi jo podarili. Ko sva se srečala v tem času, sem jo prebral in vaša pripoved, stvarna, a vendar plastična, se me je zdaj globoko dotaknila. Umirjeno in prepričljivo ste prikazali marsikaj trpko, a pokončno usodo vaše rodovine, z likom strica Martina pa ustvarili že kar literarnega junaka. Še enkrat hvala in prejmite prosim moje dobre želje, Aleš Berger. Tudi drugi, tudi tukaj je gospa Vlasta Dolža-Rus, ki je zapisala, da je knjigo z veseljem prebrala, ampak pravi je pa tudi za zjokat. Pa tudi nekateri drugi, ena gospa je rekla, bere se kot kriminalka, zopet drugi so bili vsi navdušeni nekako tudi nad opisom teh krajev
in seveda tudi na drugi strani pa seveda tudi skoraj, če tako rečem, zaprepaščeni nad tragedijami, ki so se dogajale v naši hiši in v teh naših krajih v takratnem času. Pa se bova kar tem osebnim zgodbam tudi posvetila. Tako velikodušno jih v resnici delite z nami vsemi in zdaj se bomo najprej predstavili na kolovozno pot pod Muzgovo domačijo, kjer srečamo otovorjeni mater in njeno hčer, 22-letno Micko, ki neseta ajdo v mlin in naprej ste namenjeni na tržnico v Litiji otovorjeni z maslom in jajci. Ampak v mlinu niste samo oddali žita, ampak se imajo tam v pogovoru z mlinarico dogajati velike reči. V glasu Matej Sobotičanec. Mlinarica Ana ju je prijazno sprejela in ju posadila za mizo. Postregla je s krhlovko, da sta se odžejali, in takoj začela pogovor. Bila je odločna ženska, ki je vedela, kako se stvarem streže. Takoj je prišla z besedo na dan. Začela je pri vremenu in letini. Letina bo dobra, ljudje kar pridno nosijo v mlin. In nadaljevala. Kljub toči, ki je klestila ponekod, je žito dobro obrodilo in moke bo dovolj, da bodo številni otroci imeli kruh. Težje bo seveda kajžarskim, ki so nad njimi le malo zaslužili. Otroci bodo morali ostati v reji, da bodo preživeli. In na svetu je pravica redka dobrina. Bogatejši otroci imajo vsega na pretek. Revnejši ostajajo brez staršev, prepuščeni milosti rejnikov in pogosto lačni in zanemarjeni. Pri teh hribovskih kajžah namreč ni bilo veliko zemlje in še ta je bila borna. Le redki kajžarji so lahko našli delo v bližnjem rudniku, da so tam zaslužili za preživljanje svoje družine. Nekaj so jih zaposlile tekstilna tovarna in obrtne delavnice, večina pa je ostala doma. Kmetije so potrebovali svoje otroke za delo na polju in za pastirje živini. Celo šola se je morala prilagajati kmečkemu delu. Mat, veste, doma pri Kovačk imam samskega brata, ki bi mu rada našla nevesto, je mlinarica udarila kar naravnost. Micka se je zdrznila in pogledala v tla. Vesta, to bo dobra partija. Kmetija je ob cesti, travniki na ravnini, nekaj je sicer tudi bregov. Veliko je hoste in to je bogastvo, ki gre v denar in zagotavlja preživljanje. Moj brat je sicer že kar v letih, 49 jih je že dopolnil in čas bi bil, da se poroči, da bo šel v rod naprej. Mož je preprost, veren in pobožen, tako da bo vse po krščanskih navadah in pravilih, je nadaljevala mlinarica. V štali so 2 vola in 3 krave, prašiče imajo vedno vsaj 3, pa kure in seveda psa in mačke, kar spada zraven, je spet nadaljevala Ana. Moj brat sicer ni bil vojak, je malo staromoden, a je dober in te bo lepo sprejel, se je obrnila k Micki, ki še vedno ni dvignila pogleda. Je pa pobožen in vsak dan z očetom, bratom in stricama, ki so še doma, molijo rožni venec. V nedeljo pa so od naše domačije redno hodili k maši v štango, je pribila. Kaj misliš, Micka? Ali ne bi bilo to dobro? Je vprašala mladenko. Ta pa ni odgovorila. Samo sklonjeno glavo je spremljala ta življenjsko-usodni pogovor, tako da je morala nadaljevati kar mati. Glej, Micka, prišla boš na ravnino. Nič
Nič več se ti ne bo treba matrati po naših bregovih. Bliže boš imela v Litijo. Hiša je prostorna, zraven pa še hlev, svinjaki, kozolec in parna. Saj veš, da sva večkrat že šli mimo in sva videli, da je mož prijazen. Vedno naju je pozdravil in nagovoril. Micka je ostala tiho in mati je uvidela, da zaenkrat iz te moke ne bo kruha. Prekinili sta pogovor ter odločili, da vstaneta in se odpravita proti Litiji. Zahvalili sta se za gostoljubnost in odšli. Drugič bosta prišli po moko in takrat bo pogovor stekel dalje, je sama pri sebi menila mama. Nekoliko drugače, kot bi to teklo danes, verjetno na tako ženitovanje. Torej, iz takih zgodb pa izvemo tudi veliko o družinskih razmerah, socialnih razmerah, o veri, tudi osebni veri posameznika. Ja, dodati je treba, da je Micka, ta mladenka 22-letna, moja stara mama, imela takrat že fanta v sosedstvu. In ker je potem mama, pa tudi ta mlinarica, zaradi svojega brata nadaljevala to, kar smo slišali, je seveda postala potem ta mlada pri Kovačku v tej domačiji in tako pravzaprav zapustila svojega fanta, morala ga zapustiti in vzela tega starčka, kako je rekel moj stric Toni, o katerem tudi govorim. In tako se je začelo novo življenje pri Kovačku. Ona je prišla v hiši, kjer je bil še oče, pa še dva očetova brata in pa seveda mož, tako da so bili 4 možakarji pri hiši in se je začelo potem novo življenje. In sledili so otroci, najprej prvorojenka Micka, potem Frančiška, ki je še istega meseca umrla, Janez, Janko je sledil najstarejši sin, potem Martin, Tine, pa Anton, Tone in najmlajša Anica, zdaj že izdamo vaša mama. Se pravi, to je bil čas okrog Prve svetovne vojne in po njej. Za preplet usod vaših tet, stricev, staršev gre. Leta 1936 so podrli domačijo, se zidali novo hišo. To je bil pa že čas, ko se je napovedovala Druga svetovna vojna. In leta 1941 mobilizacija, ki se je začela, je seveda ne dosegla samo usodo posameznikov, ampak tudi nasploh družine, skupnosti. Mogoče kakšna beseda o dogajanju v Štangi takrat, v Štangah takrat. Nemci so takoj zasedli občino, župnijo, tudi duhovnika izgnali. V resnici je pa blizu tekla meja med nemškim in italijanskim območjem. Kako so ljudje sprejemali takrat? Pogovarjala sva se o odnosih do Srbije, pa upanjih za Nemčijo. No, zanimiv je pogovor, ki ga tudi opisujem, ki je bil v sosednji gostilni, to je 30 metrov od naše hiše ob cesti, kjer so se fantje pogovarjali in je gostilničar, oče od sosedovih fantov, rekel, boste videli, sedaj bo pa spet red v naši deželi, Nemci bodo prinesli red. In to kaže, kako so bili Slovenci takrat malo razočarani v takratni jugoslovanski državi nad redom, ki je vladal v tej bivši državi. In seveda tudi njen razpad in vse te stvari. Potem seveda v naših krajih se je začelo tudi kmalu revolucionarno dogajanje. Najbolj tragično je seveda zaznamovala smrt družine, ki jih je druga grupa odredov, kjer so umorili očeta, 2 hčeri, eno nosečo in en fant se je pa rešil pod sodom. To je znana Črnetova družina, ja.
To je zelo zaznamovalo vso okolico in seveda tudi pokazalo, kaj se pravzaprav pojavlja. Nekako tu so mi vedno spominu Ehrlichove besede, ko je zapisal že pred vojno, če bo pri nas vojna, potem bo tudi revolucija in seveda vse ostalo gorje, ki temu sledi. In tudi pod tem vtisom in pod vtisom sosedovega Peregrina je razmišljal najstarejši sin Janko, se bo v njegovi zgodbi najprej posvetila. Odločil se je, da bo odšel v službo k nemški policiji v Litijo. Samo predstavljam si lahko, kako sta mama in sestra reagirali na to. Ja, mama je velikokrat pripovedovala, kako ga je skušala pregovoriti. Staro mamo o tem nisva nikoli govorila. Potem pa seveda veliko sva govorila s stricem Antonijem, kajti s tem je pravzaprav zaznamoval celotno družino. Je pa, ker je imel nezakonskega sina, je verjetno računal, da se bo poročil in je zaradi tega šel na policijo. In njegova zgodba se je potem končala seveda tragično. Po vojni je skupaj z litijskimi domobranci odšel na Koroško, bil skupaj z njimi tudi vrnjen na Teharje in tam na Teharjih je bil potem lastnoročno od fanta iz sosednje vasi, ki je bil likvidator, tudi sicer znan pri drugih likvidacijah takratnih na Teharjah, je lastnoročno z njim obračunal takoj, ko je prišel tam in seveda ga tudi dokončno ubil. Tako da je ta zgodba mi je zelo zaznamovala, tudi po njem sem dobil ime Janko in zanimivo, da sem se tega imena kot otrok vedno izogibal, vedno sem bil Janez. In celo potem, ne vem kdaj, enkrat verjetno v srednji šoli sem jaz se prijavil kot Janez, potem pa, ko je bilo treba iskati ime, so v matičnih listih ugotovili, da je seveda to Janko, ampak v vseh dokumentih imam Janez in potem, ko sem bil toliko star, sem to tudi spremenil. In tudi ta osebna zgodba me je zelo zaznamovala. Sem pa bil zelo vesel, sem bil še okoli 13 let, ko je nekdo, ki je bil tudi na Teharjah in je Teharje preživel, prišel iz ceste k meni, me poklical, tacka fanta, jaz sem samo debelo gledal, prišel je iz trgovine gor proti naši hiši in je rekel, pravi, ne vem, zakaj so vašega Jankota pobili, je rekel, ker je veliko dobrega naredil in številne ljudi iz litijskih zaporov takrat rešil. In zdelo se mi je, da je tudi to bodisi moja osebna zgodba, pa tudi seveda njegova zgodba, da ostane zapisana in zato se mi je zdelo, da je prav, da to tudi zapišem. Je pa seveda njegova odločitev bistveno zaznamovala potem nadaljnjo zgodbo njegovega brata, Tineta, ki je bil nemški vojak, pa potem Tonija, ki je bil tudi nemški vojak. Tine je potem prišel, je bil ranjen pri Leningradu in tam tudi opisujem te razmere, ki so bile v obleganem Leningradu, kjer je, mislim, da ne zdaj številke, ampak 500 000, mislim, da nemških vojakov, 500 000 pa tudi ruskih vojakov padlo v teh skoraj 4-letnem obleganju Leningrada, ki ga Nemci pravzaprav nikoli polno niso zavzeli, ampak številni ljudje so pa so izgubili življenje. Moj stric Tine je bil ranjen in je potem prišel domov, doma so ga prevzeli partizani in je potem z njimi šel na Dolenjsko. Tukaj bomo pa kar prisluhnili, kako in kaj se je z njim dogodilo, drugemu odlomku. Ob poti so pri bližnji domačiji naleteli na ženo, ki je bila Martinu znana. Pozdravili so jo in šli naprej. Prišli so na obronek gozda nad Višnjo goro.
tovariša sta ga poslala naprej, da pogleda ob gozdu za sovražnikom. Medtem sta hitro pripravila orožje in ga oba hkrati od zadaj ustrelila v glavo. Martin je obležal. Približala sta se mrtvemu in ga obrnila, da ga jima ni bilo treba gledati v oči. Sezula sta mu škornje in slekla uniformo, oboje je bilo novo, in eden je tako dobil nove škornje, drugi pa novo obleko. In eden od njiju, prav tako po imenu Martin, se je s temi škornji potem celo hvalil v domači vasi. Morda si je tako skušal olajšati vest za ukazano mu dejanje. Revolucionarni zgodovini pa je dodal pečat njene krute resničnosti. Govoriti o tem je bilo sicer od komunističnega vodstva strogo prepovedano. Opravila sta še zasilen pokop, udi so bili le slabo pokriti, tako da je omenjena žena, ki je vedela za kraj nečloveškega obračuna, našla na telesu živalske sledi in potem sama popravila grob. Take obsodbe so bile skrbno zrežirane v ozkih krogih partijskega vodstva. Tu se ni dokazovalo krivde, pač pa le potrjevalo revolucionarne načrte, po katerih je treba čim več ljudi, ki niso lojalni komunistom, izločiti iz družbe. Predvsem pa je bil jasen končni cilj. Odstraniti vse, ki dvomijo v revolucionarno ureditev in bi lahko kakorkoli ogrozili pohod novih elit na oblast. Zato v tem ali podobnih primerih ni bilo pomembno, kakšni so dejanski razlogi za likvidacijo. Seveda je bil razlog za Martinovo likvidacijo tudi njegov brat Janko, ki je bil pri nemški policiji v Litiji. Komunistično vodstvo ni bilo nikoli gotovo, kolikšna je Martinova privrženost partizanstvu. Slišati je bilo tudi govorice, da naj bi se sosedje hoteli polastiti kmetije. Martin sicer ni bil lastnik kmetije, pa tudi Janko ne, ampak mama. Ob koncu vojne je bilo na ukaz Kloja pri Kovačku zborovanje. Hoteli so jih razlastiti in kmetijo dati v roke primernim sosedom. Ker je bila lastnica mama, je uradnik, ki je vodil postopek razlastitve, hitro zaključil zborovanje, češ, da ne morejo storiti ničesar, in druščina bližnjih in daljnih sorodnikov, ki so že računali vsak na svoj delež, se je razšla. Razlastitev je bila torej zaenkrat ustavljena. Ja, torej dva sinova iz iste družine, eden v nemški policiji pa končal v Teharjah, drugi prav tako prisilno mobiliziran, ga vzamejo med partizane, ampak ker ni dovolj lojalen, kar pomeni, da se ni sam javljal za to, da bi izvrševal likvidacije, so ga vzeli pod drobnogled in na tak način, kot smo zdaj slišali, tudi likvidirali. Ampak da se od teh zgodb vendarle odmaknemo mogoče še v čas malček prej, Martin je bil zelo spreten za tehnične stvari. In Kovačkovi so bili eni prvih, ki so imeli v vasi daleč naokrog radio. Tam je tudi ena taka prijetna anekdota o tem, kako je bilo treba tako napravo, radijsko napravo, ki jo je sestavil, prijaviti, pa je seveda niso in poštar je bil tisti, ki je pobiral pristojbino za to. Na kaj so se zgovorili fantje? Poštar pa ni bil vešč teh inštrumentov in ko je prišel, je videl, da je iz hiše, iz okna na drevo napeljana žica, ki je bila antena
in je vprašal, rekel, kaj imate pa to? Je rekel, to moja pa mama za perilo obešati. In je bil kar zadovoljen, pa je kljub temu odšel, čeprav je bilo to seveda zanimiva naprava. Tako je zgodbo pripovedoval moj stric Toni, ki je bil seveda tudi zraven. Tam je bilo, ko je bilo tole prebranje, je bilo narobe, so bili sosedje, ne sorodniki, sem toliko opomnil. Ja, on je bil zelo brihten fant in mama ga je pravzaprav imela najrajši in tudi seveda je toliko bolj pogrešala, ker še dolgo časa po vojni nekako je pričakovala, da se bo nazaj vrnil in tudi sama seveda nikoli ni o tem meni pripovedovala, ampak vedeli smo pa, ker smo se tudi v hiši o tem pogovarjali, kaj je bilo in kako. In seveda mama je to bolečino večinoma nosila, stara mama nosila tiho. Preden se posvetiva zadnjemu stricu, s katerim ste bili pravzaprav najbolj povezani, omeniva še obe hčeri, torej teto Vicko, ki je bila prva najstarejša hči in je tudi dočakala 100 let, pišete. Odšla je za hišno pomočnico v Ljubljano, se leta 1938 poročila na Gorenjsko z možem, ki je bil sicer že bolj zagovornik novih idej, tudi to je prišlo v družino, ampak njo in njeno družino je doletela pa ena čisto drugačna tragedija. In če sem prav brala in se prav spomnim, ste bili vi takrat tudi zraven. Ja, jaz sem bil star od 3 do 4 leta, to praviš, je bilo to 51. leta. Moja mama je šla na Gorenjsko k svoji sestri na obisk in je potem ta fant, ki je bil star okoli 12 let, če se prav spomnim, in ga je pripeljala k nam. Doma smo sušili seno, to je bilo nekje začetku avgusta, in otroci smo vedno hodili po vodo, zato da smo se pač odžejali. In s tem fantom sva šla potem skupaj po vodo. Verjetno me je on takrat rešil, sicer bi to mene doletelo, in ko je on natakal, tako pod hribom, je bil izvir Studenca. On je natakal vodo, verjetno kakšne posode, ne vem, ali steklenice. Sem jaz bil 2-3 metre stran in je kar naenkrat priletel dol hlod. Ta hlod bi morda letel čez njega, ampak ravno tisto, kar je šumelo, je on dvignil glavo in mu je direktno priletel v glavo in je bil takoj seveda padel. Jaz sem tekel domov, potem je prišel tudi tisti mož, ki je spuščal te hlode. Ti hlodi so imeli drugo pot, ampak ta je pa ušel nekako na to pot in je priletel direktno dol, tam, kjer so natakala vodo. Jaz sem letel domov, vsi sebe in seveda potem je že kmalu zatem za mano prišel še možakar, ki je te hlode spuščal in prinesel fanta, ki je bil nezavesten, in potem so ga peljali k zdravniku v Litijo in potem na poti v Ljubljano je umrl pri 12 letih. Drugi sin od tete je pa tudi umrl, pa sicer že starejši, je imel 2 otroka in ženo seveda, je pa umrl v hribih tam v 70 letih, tako da je bila teta tudi zelo prizadeta. Hčeri sta se pa tudi poročili, ena na Švedsko, ena pa v Italijo, tako da je potem pri od sinovi ženi živela in tudi tam umrla. Zanimivo pa to pa še dodatno je rekla, lepo je živeti tam do 85 leta, ko še kakšnega poznaš, pa še z njim pogovarjaš, prav potem pa, ko je pa čez 85, so pa že vsi odšli, pa nimaš s kom kaj govoriti, si pa čisto sam. Tako je rekla včasih. In ob tem, tako kot tudi sicer skozi knjigo, kar naprej odpirate take velike teme, od kalvarije nemških mobilizirancev do vseh povračilnih ukrepov in tudi ob tem vprašanje, kaj je v življenju najhuje. Če izgubiš otroka, vi postavljate pa naprej vprašanje tudi iz ene od družinskih izkušenj, o kateri pišete, kako hudo je pa, ko otrok ostane brez mame.
Omeniva še najmlajšo hčer, vašo mamo Anico, ki se je leta 1946 poročila z Martinom, doma sta zagospodarila, kasneje v starosti pa je zbolela za multiplo sklerozo, zagotovo tudi kot posledice velikega zastraševanja med vojno, ki sta ga bili z mamo Micko deležni. Šiba novo mašo poje je bilo zapisano tudi ob blagoslovu mame invalidke, ampak posvetiva se zdaj naprej, preden se vrneva v Soro, stricu Toniju, ki je bil najmlajši sin, ki je imel absolutni posluh, žametni bariton, ki je bil glasbenik, igral na vse mogoče inštrumente, bil tudi srce tamburaškega orkestra, ampak tudi njega je vojna zelo spremenila. Prav tako je bil mobiliziran v nemško vojsko, odšel na rusko fronto. S fronte pisal o sestrama Anici in Mici, delce te korespondence prav tako lahko beremo. Zdaj bomo pa prisluhnili odlomku, ki govori o tem, kako ga je prizadela oziroma ranila granata, ki je eksplodirala v bližini. Niso dolgo igrali, ko je zažvižgalo v zraku in granata je eksplodirala v bližini. Dva tovariša sta bila takoj mrtva. Tonetu je v zapestju odtrgalo desno roko in izgubil je zavest. Odpeljali so ga v provizorično poljsko bolnišnico, kjer so mu v zapestju amputirali roko. Žal se je roka zagojila. Operacija ni uspela. V bolnišnici na Dunaju so ga morali še enkrat operirati in odrezali so mu roko nad komolcem. Ko je tak ležal v bolnišnici, ga je preplavila misel na to, kaj ga čaka v življenju brez roke. Vse njegovo upanje v prihodnost se je naenkrat sesulo. Spoprijemal se bo z življenjem, ki ga je ta nesreča tako kruto zaznamovala. Takole je mukoma z levo roko pisal sestri Mici iz bolnišnice na Dunaju. Pozdrave vsem skupaj pošiljam tukaj iz Dunaja, kjer sem v bolnici. Zadela me je nesreča. 16. avgusta 1944 sem bil težko ranjen in izgubil sem desno roko nad komolcem. Tako, vidiš, ti pišem z levo roko. Pa za danes dovolj, drugič več. 1000 pozdravov. Nasvidenje. Tvoj brat Tone. Zdravljenje se je zavleklo do konca leta 1944. Bližal se je že konec vojne in Toni je pred prihajajočimi ruskimi četami, ko je končal zdravljenje na Dunaju, odšel v Celovec in tu dočakal konec vojne. Po mesecih okrevanja je bil odpuščen. Odšel je na Koroško, kjer je delal pred vojsko. Iz začasnih zbirališč za nemške dopustnike in ranjence se je oglasil pri prijatelju Tonetu iz Štandarskih Poljan, ki je živel v Podljubelju. Obiskal je tudi delovno taborišče, kjer so še stanovali nekateri starejši delavci, ki so pred njegovo mobilizacijo v nemško vojsko delali z njim. Ja, potem je srečal še seveda tudi svojega brata Jankota pri obranski enoti na Vetrinju in potem ga je tudi sta šla skupaj k temu prijatelju, o katerem tudi on govori tukaj v Podljubelju, in ta prijatelj je oba nekako nagovarjal, naj kar pri njemu ostaneta, naj ne hodita v te negotove razmere, ampak oba sta bila odločena, da Toni, da gre domov, brat Janko pa tudi, da gre svojo enoto, kamor bodo pač oni šli, in tako je seveda on šel svojo osobno pot na Teharje, Toni pa potem domov. Doma se je po nasvetu sosedu prijavil. Ob prijavi bi rekel, je bilo ta prvič vse v redu, mu je rekel uradnik v redu, lahko greste.
neka gospa je bila pa v zadnji, ali tovarišica, kot so takrat rekli, pa mu je nekaj prišepnila. Potem je pa rekel, malo počakaj, in potem je počakal in so ga potem zaprli, pridržali v Litiji za teden dni. Moja mama, to se pravi njegova sestra Anica, mu je pripeljala še nekatere osebne stvari. Od tam je šel potem v Novo mesto. V Novem mestu je doživljal te zapore in tudi kalvarijo teh novomeških zaporov, kjer je bilo znano, da so ta prvi komandant mu je rekel, pravi, tukaj ne boš prišel živ ven, namreč po jutranji telovadbi so zahtevali, da vsi jetniki tečejo, in nazadnje so tudi povedali, bomo streljali, in so streljali. In pravi, je rekel Toni, potem pač vedno bolj sem bil odzadaj tudi zaradi ene roke in tudi seveda zdravstveno ne tako čil, in sem računal pač slej ko prej bodo tudi mene pokosili, ker so potem tiste, ki so padli, če so bili še živi, so jih potem tam ustrelili, vrgli na tovornjake in odpeljali. No, to se ni zgodilo, prišel je drug komandant, ki mu je pa rekel, Slovenec, ki mu je pa rekel, pravi, kje si pa bil, na kateri postojanki, je rekel, jaz nisem bil na nobeni, sem bil na ruski fronti. Je rekel, ja, žal, potem pa bo težko, ne boš dobil invalidnine, ker pač mi ne bomo plačevali nemških vojakov. No, in je rekel potem svojim podrejenim, da tega ne smejo klicati nikamor razen samo za hrano. In tako je pač novomeški zapor, ki je trajal slab mesec, preživel, potem so ga pripeljali z ostalimi v Ljubljano, Šentvid, in je še te zapore nekako do 8. avgusta potem preživel in prišel potem zelo oslabljen, tako da je komaj še našel pot iz Litije do Štange, torej se je pripeljal z vlakom v Litijo in potem po cesti pravi, da je, mislim, da skoraj celo popoldne hodil, toliko je bil oslabljen iz šentviškega zapora. In tu se spet odpira ta tragedija pravzaprav teh nemških mobilizirancev. Kot invalid brez roke, zbolel je tudi za multiplo sklerozo. Edino delo, ki ga je lahko dobil, je, da je postal izterjevalec lesa, manipulant, so rekli, kar je pa eno najbolj nepriljubljenih del in ljudi na vasi sploh lahko bilo, ko je bilo treba nadzirati, ali so ljudje dali obvezno oddajo. Želel si je v Nemčijo, da bi si vendarle uredil pokojnino, verjetno je bil to tudi en klic po pravičnosti v njem, kolikor ga uspem doživeti iz tega besedila, ki mu je želel zadostiti, medtem ko se je učil nemščine, tudi vam prevajal Obutega mačka, to so gotovo eni prijetnejših spominov. Skratka, odšel je v Nemčijo in tam tudi čez čas spoznal Hani Kresar, njegovo varuhinjo, njegovega angela, svojega angela, s katero se je tudi poročil, in tudi cerkveno poroko sta prišla pa v Slovenijo, sta se v redovnici poročila. Ja, 59 ga je odšel v Nemčijo, torej mi otroci smo, jaz sam pa moja brata, ki sta za mano, Edvard in Tine, smo nekako rasli ob njem, in seveda, ker je imel veliko časa, posebej potem, ko je toliko oslabel, da ni mogel več delati, je pač službo moral pustiti, ampak ni imel nobene možnosti preživetja. Pa tudi z ostalimi pač invalidi se je poskušal nekako povezati in potem dokončno dosegel, da je dobil garantno pismo. V Nemčiji je bil potem par let v tem domu in mislim, da leta 1964 se je, kot ste lepo rekli, poročil z Ano Kresar. Ona je tudi izgubila dva brata v nemški vojski, enega že tik pred koncem vojne, pravzaprav že, mislim, da je umrl v bolnici v Ulmu. Skratka, to je, doma so bili tu blizu Bodenskega jezera, blizu Vangna. Ona je pa po tem invalidskem domu šivala in potem sta se odločila za skupno življenje, najprej šla v stanovanje, potem tudi zgradila hišo, dala zgraditi hišo in tam živela potem kar še dobrih 40 let.
stric je bil vedno slabši, ampak ona je zelo lepo skrbela za njega in dejansko je bila res kot neke vrste angel za njega. In seveda jaz sem že potem, ko sem šel v Innsbruck študirati, sem imel možnost, da sem k njima hodil in sem že od takrat tudi zaradi te mladostne povezanosti, pa potem tudi zato, da sem bil z njim, sem bil zelo navezan na nje in sem seveda bil vesel, da so lahko marsikatere stvari in veliko teh stvari, ki so zapisane tukaj, sva potem skupaj doživljala oziroma se pogovarjala v takratnem času. Njemu ste vozili na obisk tudi bogoslovce, imenitni duhovniki so se v tej druščini zvrstili in pa seveda vajeni številni pogovori ob svetopisemskih odlomkih, ob katerih ste si razbijali glavo ali pa takrat morda vi še bolj kot on, tako ga doživljamo. Spremljal je tudi spremembe v Sloveniji, tudi pišete o ustvarjanju lažne resničnosti pri nas, kar ga je skrbelo, ampak vendarle tudi preko njega oziroma takrat, ko ste bili že v Innsbrucku, da zdajle malček pride v zgodbo tudi na vas, ste eno tako srečanje z Udbo imeli pravzaprav že v Innsbrucku z enim izmed hrvaških bogoslovcev, če nam mogoče malček o tem poveste. Ja, to je bila zanimiva zgodba, ki je bila seveda tudi v tem smislu povezana, ker smo s tistim bogoslovcem, pa še z nekaterimi drugimi smo bili tudi pri stricu, smo večkrat hodili in smo imeli tudi mašo. Prvo mašo je imel gospod Vinko Vegel, kanonik, in zanimivo je, zjutraj, ko smo vstali, je rekel stric, pravi, Vinko, a lahko jaz zjutraj vzamem malo alkohola, jaz vsako jutro en štamprle spijem na tešče, danes bo pa maša, pa ne vem, a lahko. Potem pa gospod Vegel je rekel, kot zdravilo lahko. Je bilo tako zanimivo. No in seveda ta bogoslovec je bil pa nam vsem, v Innsbrucku smo bila sicer takrat dva Slovenca, drugače so bili pa Hrvatje, pa Mađari iz Jugoslavije in ta bogoslovec se je pa posebno nekako čudno obnašal, pravzaprav študiral nekaj dosti, študiral je samo nemščino in predvsem se je zanimal za nas vse bogoslovce Hrvaške, posebno se je pa nekako posvetil meni in nekako mi stalno težil in po slabem letu se je enkrat zgodilo, da je prišel k meni v sobo in spet nekako težil in jaz sem ga potem poslal ven iz sobe, ampak predno je odšel iz sobe, je še prijel lonček z rožami in mi ga razbil na glavi. In to je bilo zadnje leto, tisto leto, ko sem bi imel novo mašo, oziroma ko sem končal študij in sem šel potem domov. Tako da sem seveda imel rano, sem imel bolnico peljal, ampak to je bil pa zadnji razlog za regensa, da ga je odpustil. Zanimivo je pa bilo, da je ta bogoslovec, še en bogoslovec je bil iz Zagreba, ta je bil iz Zagreba, je rekel, da je sin partijske šefinje Zagreba, tako nam je razlagal, pa se je spreobrnil in tako naprej, ampak zelo čudno se je obnašal. Zanimivo je, da je bil pa še en drug bogoslovec, ki je bil pa prišel v Innsbruck, prišel pa čisto po svoje. Tega bogoslovca sta pripeljala kardinal Kuharič in pomožni škof Škvorc z osebnim avtom, on je prišel pa z vlakom, čeprav sta oba isto leto in istočasno prišla. Tako da nam je bilo to že takrat malo čudno in potem seveda vse to obnašanje je bilo pa še veliko bolj čudno. Zgleda, da se je ta res znal zelo dobro uvesti v te cerkvene kroge, da nas je nekako držal v šahu. Ampak to je bilo potem seveda zadnja pika na i, da ga je regens odpustil, na kar smo potem mi dobili vsi osmrtnico, da je ta umrl. To se pravi vsem nam bogoslovcem, ki smo bili v Innsbrucku, potem še tistim, ki so ga poznali, recimo tudi moj stric, zato sem tudi to zraven je dobil osmrtnico. In seveda meni so pa potem potni list vzeli in so mi tudi pri zaslišanju so me učitelj, češ, kaj je ta bogoslovec počel, pa zakaj jaz tega nisem javil in tako naprej. Ampak itak smo vedeli, da je to
tudi jaz sem to vedel, da je to pač udbovska zgodba. Ta, ki me je zasliševal, mi je pokazal neko pismo in sem rekel, naj mi ga da ga bom prebral. Je rekel, tukaj piše, kaj ste delali proti državi in tako naprej. Sem rekel, dajte mi prebrati, in tistega pa ni hotel, ga je potem kar skril. No in na podlagi tega, to pismo naj bi dal ta bogoslovec in v njem seveda očital meni, kaj sem storil proti državi, in zaradi tega so mi potem vzeli potni list. Sekretar občine je prišel enkrat na ta pogovor zraven, pa je rekel, ta zasliševalec je rekel, ta Juhant je pa zelo nekooperativen, je rekel, ne vem, kaj ne z njim naredimo. Je rekel, bomo razmislili. No in potem po 2 zaslišanjih so sklenili, da mi vzamejo potni list, oziroma so ga itak imeli tam, ker smo dali vlogo za Sveto deželo, ker smo duhovniki po posvečenju vedno zaprosili za vizum za Sveto deželo, in potni list so imeli tam, potem jaz nisem imel kaj, in tako sem ostal doma, potem šel v Stranje in tam bil kaplan. Doktorsko nalogo sem pa pisal potem doma, vse ostale pogoje sem imel seveda narejene, literaturo, pa obleke, pa vse te stvari so mi pa drugi potem pripeljali, in tako je šla potem moja zgodba naprej. Po 2 letih so mi pa potem, sem pa dobil še magisterij iz teologije in bi moral biti pač na slovesnosti v Innsbrucku, sem pa spet napisal na notranjo upravo, da pač me morajo potni list dati. Sem rekel, da bo to škodilo ugledu naše države, če ne bom prišel tja na tisto slovesnost. Potem sem pa takoj dobil povabilo spet, in tisti udbovec je prišel tako, je bila soba iz one strani, on prišel, jaz sem prišel z te strani, pa je samo stoje sva bila, je rekel, Juhant, vi ste pa nepoboljšljiv. Sem rekel, zakaj pa? Je rekel, zakaj ste pa zapisal, da ste lojalen državljan? Sem rekel, zato, ker me niste mogli kaj dokazati, da sem naredil zoper našo državo. In je vrgel potni list na mizo, se je obrnil še v svojo sobo, jaz sem pa potni list vzel, pa sem šel na drugi strani ven. Po 2 letih sem potem potni list dobil nazaj, tako da sem med tem časom sem nalogo že napisal in poslal profesorju, potem sem pa še bil par mesecev in sem določene popravke naredil in tako končal doktorat, ob tem, da sem še opravljal kaplansko službo v Stranjah. In o tem delu knjiga pravzaprav ne govori več. Izvemo še, da je svoje zadnje leto stric Toni preživel pri vas in tam tudi odšel k Bogu z eno tako lepo tudi vašo mašno izkušnjo. Preden pa obiskovalce povabiva k kakšni besedi, še zelo na kratko anekdota, ki smo jo že brali, pa bi jo še iz vaših ust slišali, kako so vas sosede pogrešali in spraševali, kje je pa tisti fajmošter, ker ga kar ni bilo več. Kar izvolite. Ja, to je bilo pa takrat, ko smo zidali hišo, sem imel še tako nesrečo, da nadškof pa še vsi ostali na škofiji so predlagali, da se z gospodinjo, njenim očetom naselimo v župnišču, v starem župnišču v Sori. Potem pa, ker župnik ni bil nekako pripravljen tega sprejeti tako, kot smo se mi dogovorili, nas je potem vrgel ven in škofija je žal pristala na župnikovo in smo morali potem sami nekako se organizirati, predvsem s sredstvi očeta od gospodinje pa njenega denarja. Jaz nisem takrat še veliko zaslužil na fakulteti, tako da smo potem gradili hišo, no in jaz sem tam ob tistem graditvi ena soseda potem spraševala hčerko, je rekla, kje pa je tisti fajmošter, ki zida hišo? Je pa rekla, ja, ga ne vidiš tam, vse dela vsak dan. Je pa rekla, vidim samo enega bosanca šajtrgo. To je še tako ena. No, vso to zgodbo, kot sem rekel, sem napisal nekako v tem smislu, da je pač zgodba podobica za novo Mašo, ker je zelo zaznamovala moje življenje in predvsem sem skušal in tudi verjamem, da je pravzaprav vera in življenje po veri
vsem tem mojim pritnikom, pa tudi meni omogočalo iti skozi te kalvarije življenja in verjamem, da je to tudi sporočilo, ki bo nagovorilo tudi vas, pa tudi ostale bralce. Veliko jih je že to tudi začutilo in verjamem, da je knjiga v tem smislu tudi dosegla ali bo še dosegla svoj namen. Hvala lepa. Če je to že prebral, želi kaj k temu dodati, kaj poprašati, zdaj le povabljeni k besedi. Če ne, bomo kakšno reči. Ja, prosim, izvolite. Nekaj malega bi dodala. Meni se zdi izredna ta knjiga, ker je dejansko nekak mozaik in se v tej predstavitvi zdaj sprašujem, kako bi prišla v roke tudi mlajši generaciji, ker zlasti med njimi se mi zdi, da je zelo veliko zgodovinskih analfabetov. Namreč zdaj v ilustracijo bom povedala eno stvar, ki je mogoče zelo obrobna, ampak vendar, to se dogaja pri nas. Danes, ko sem se peljala na tole predstavitev z avtobusom, gre avtobus okoli enega ovinka, jaz gledam skozi okno in na cesti, na plotniku piše z velikim črkam: Lenin, kje si? To se pravi, tale ideologija se zelo vrača in ljudje bi morali vedeti, kaj je povzročila ta ideologija. In mislim, na osebni ravni, kar je, mislim, da je ravno v tem smislu ta knjiga izredna ilustracija tega. Tako da moramo delovati naprej, da se to ne zgodi, da bi to prišlo nazaj, ta ideologija. Ja, hvala lepa, Vlasta. Številni mladi ljudje so tudi, vsaj jaz sem ob Zlati maši in pa drugi ponovitvi to delil in številni so tudi mladi brali. Seveda je pa to še vedno odprto in to je najbrž tudi vprašanje ne samo za bralce, tudi za številne druge stvari, kako teme, ki jih načenja tudi ta knjiga ali pa Erlichov ali pa številne druge, Mikole in Možina in tako dalje, kako te stvari nasloviti mladim ljudem. Ampak, glejte, jaz verjamem, da resnica mora na dan in slej ko prej se bo to zgodilo. Koliko bodo žrtve, to se pravi, da ta resnica ne pride, je seveda odprto vprašanje, ampak Bog ima svojo pot. Vedno znova me spodbuja to Berdjajeva beseda, da se revolucije ne popravlja z protirevolucijo ali pa z nekimi drugačnimi zunanjimi ukrepi, ampak z duhovno prenovo. In tu seveda smo na potezi vsi, še posebej pa seveda duhovniki cerkev in vsi, ki verjamemo, da so poti svobode, vendarle poti duha, resnice in s tem tudi pravičnosti in odrešitve v Božji milosti. Če sklenem, pišete tudi o tem, da so vas na enem treningu, intenzivnem tečaju psihoanalize v Salzburgu, ko je bilo treba nekoga označiti, zares bo narisali kot pribitega na križ, kot trpečega človeka. Odtud tudi naslov našega današnjega dogodka. Bili ste tiste, ki ste bili verjetno najbolj dovzetni za te trpeče usedline, doživljali tragedijo svoje družine na tak način, ampak kar je pomembno in s tem tudi citiram vaše besede, vera ima izravnalno vlogo za vse življenjske preizkušnje. Ne predstavlja le gora, pač pa odpira ozka vrata življenja, ki jih povzročajo pretresi, izzivi, razočaranja nad včasih zelo krutim svetom. V tem smislu je trpljenje Božja mast. A če ni opore v ljudeh, ki že znajo kljubovati viharjem in so blizu prizadetemu, trpljenje lahko človeka potre ali celo zlomi. V razsežnostih zla, trpinčenju ljudi so totalitarni režimi prestopili vse meje. Tisti, ki smo živeli v njih, smo se seveda morali privajati na te hude pritiske in iskati poti, da preživimo. In kot je bilo zdaj že rečeno, mislim, da knjiga prav tem tudi eno pomembno poslanstvo ohranja in kot zapisano ostaja tudi za naslednje generacije. Zato, dr. Juhant, ob koncu res še enkrat iskrene čestitke ob vašem jubileju in velika zahvala za vse, kar ste kot cerkveni dostojanstvenik in kot človek dali ne samo slovenski cerkvi, vernikom, tudi slovenskemu narodu, vsemi prizadevanji na vašem širokem področju delovanja. Hvala tudi za zaupanje
prvi slovenski založbi. Naj vam Bog ohrani zdravje in polna leta življenja še mnogo let. Hvala lepa tudi vam in vsem drugim.